Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so petkove vesti na vesti, z vami sem Katja Buda. Poglejmo, kaj se je dogajalo ta teden. V Kopenhavnu poskušajo svetovni voditelji najti skupni dogovor o boju proti klimatskim spremembam, ki naj bi po letu 2012 nasledil Kjotski protokol. Razburjenje je povzročil neuradni danski dokument o dogovoru, ki privilegira razvite države. Za komentar smo prosili direktorico Umanotere Vido Wagner-Ogorelec. Je pa morda dobro celo to, da je ta prišel na plano, da se stvari zdaj razrešujejo v enem transparentnem okolju. Tako da jaz mislim, da ni še nič usodnega v tem smislu, da lahko celo pozitivno gledamo, da se bojo zdaj ta stališča celo v enem javnem transparentnem prostoru prečistila. In kaj nas čaka v prihodnjih 50 letih? Ne vem. A ti veš? Pojma nimaš. Kar se tiče podnebja, s 100% gotovostjo ne more govoriti nihče. Scenariji, katerim pa težijo, recimo Kopenhavenski dogovor ne bi težil, je, da to segrevanje ne bi bilo za več kot 2 stopinji, ker bi to pomenilo nek prag nevarnosti že. S tem, da je tudi to 2 stopinji je ena ocena, ne. Nihče res ne ve, ker tudi pri 2 stopinjah se verjetno ne bi ustavilo, glede na to, da imamo povratne zanke v sistemu. Če pa ne sprejmemo nekega dogovora, če grejo zdaj vzorci izpustov, pa kar v smislu po scenarijih posli po starem, je pa nevarnost tudi do 6-stopinjskega segrevanja na planetu, kar pomeni, da bi se vzpostavilo neko stanje, ki je bil zadnjič na planetu prisotno pred 55 milijoni let. Ja, jaz tukaj res ne vidim problema, a ne, Henry, bo po kopalkah okoli hodila, pa bo toplo, pa bomo šli na morje, pa tako. To je super v bistvu. Samo nove kopalke si moram kupiti. Dobro. Preiskovalna komisija, ki preiskuje sume korupcije pri gradnjah v javnem sektorju, se je sestala na prvi seji. Zapletlo se je, ko člani niso sprejeli predloga predsednice komisije Alenke Jeraj, da svoje delo razdelijo na sklope. Ko se bodo ponovno zbrali, bodo, če se jim bo uspelo zmeniti, morda začeli preiskovati tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića in visokošolskega ministra Gregorja Golobiča. Konkreten primer, recimo prvi sklop, nakup Vegradovih stanovanj obravnavajo tudi vse inštitucije, ki so za to v tej državi, od tožilstva in tako naprej. Vendar se nam zdi, da se nekako ne zgodi nič. Točno to, kad je bilo v prenosni savni, čist čuden kader. Ne se jeziti. Predsednik Državnega zbora Pavel Gantar je sprejel predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušana Semoliča z delegacijo. Nekaj 10 predstavnikov in članov sindikatov je predtem pred poslopjem parlamenta opozarjalo na problematiko delavskih pravic. In kaj Semolič misli o delavskem uporu v Preventu, kjer so se delavci ponovno, podobno kot v Muri in Gorenju, samo organizirali? Kaj misli Semolič? Poglejmo. Pravi tako, da se delavci upirajo, bolj s sindikati ali pa brez. Potrebno je ustvariti določeno silo, ki bo pritiskala na kapital, da se začne drugače obnašati, bolj socialno obnašati do ljudi v naših podjetjih. Amnesty International že 50 let izvaja akcije podpisovanja apelov na Dan človekovih pravic, so seveda pripravili posebno akcijo podpisovanja apelov za pravice Romov, žensk, istospolnih skupnosti in luškanih kužkov. V Amnesty International že skoraj 50 let uporabljamo ta način. Apeli, peticije so osnovno orodje, s katerim naši člani, naši podporniki zahtevajo spremembe. Statistika kaže, da okoli polovici primerov dejansko uspemo izboljšati stvari. Zakaj? Tako kršitelji po eni strani vidijo, da svet ni pogledal stran, da so ljudje, ki jim ni vseeno, žrtve po drugi strani imajo pa tudi možnost vidijo, da so ljudje solidarni z njimi, da na nje niso pozabili. Pred parlamentom so se zbrali tudi člani stranke enakih možnosti Slovenije, ki predlaga ustanovitev nove vlade z bistveno manjšim številom ministrstev. Zaenkrat je ta vlada osnovana v virtualnem svetu, na spletni strani si.si, kjer tudi rekrutirajo nove člane, tako da pejte se včlaniti ali ne vem, kakor čte. Kaj želijo, nam je povedala Elena Pečarič. V trenutni politični situaciji ni rešitev, v bistvu to smo videli s prejšnjo vlado in ponavlja se tudi v tej, ker v bistvu vseh žgočih problemih
ni inovativnih rešitev, v bistvu ni nobene akcije, da bi se stvari reševali, ampak se stvari samo še bolj zapletajo in obtoževanja ene in druge strani ne vodijo v boljše vsakdanje življenje ljudi. O delovanju slovenskih politikov komentar dneva Henry Buda Culiberg. Naš najboljši slovenski freestyle snowboarder Marko Grilc je v ljubljanskem klubu K4 predstavil svoj zadnji film B-Movie. Pa ne čebelijo, veš kaj je B-Movie. Ne, se hecam. Sponzorji sami, misliš, da jih kaj tazga prepriča, da bi mogoče bolj sodelovali z vami? Ja, jaz upam, da se bo spremenila, ne mogoče tudi, ker Slovenija ni, pri sponzorjih je težko, ker smo zelo majhen trg, ampak mogoče bojo videli, da so tudi v Sloveniji kakšni športniki, ki si zaslužijo eno priložnost, pa da postanejo profesionalni. Slovenija, kultura. Priznani slovenski modni oblikovalci so pripravili prodajno razstavo. V nakupovanju oblikovalskih idej lahko uživate v ljubljanski Metalki. V bistvu jaz sem že prej začela nekaj delati nekaj časa nazaj, ampak sem v bistvu delala potem bolj za poročne obleke nakit, ne? In potem sem se odločila, da bom pa zdaj naredila nekaj čist drugačnega in sem šla na disko. Ciljno skupino je treba imeti, če ne pač pogoriš takoj. Jaz delam bolj elegantne zadeve, recimo sicer primerne so vsakodnevno nošno, so pa lahko malo za posebne priložnosti, nekaj taka kombinacija. Tale je na primer primerna za večerni dogodek. Temu bodiju manjkajo kakšne hlače, drugače pa ful super. Kaj je? Smalltalk je v včerajšnjem dnevu človekovih pravic predstavil svojo novo pesem z naslovom Smalltalk My Hrad. Yo! Kaj, je danes dan človekovih pravic, a ne treba danes respektirati prav vseh, od prvega do zadnjega. Krizni menedžerji imajo visoke plače, mi moramo pri plače visoko menedžerirati s krizo. Ma je danes sedlih, zaradi tega, ker je danes dan unih tistih in moramo respektirati prav vseh. Danes je dan, ko se ne sme nobenega direktorja zapreti v pisarno, ker dan korupcije je bil včeraj, danes je pa dan pravic. Še vreme? Spoštovati moramo tudi une, ko hodijo hmaši, in une, ko so pedri, in une, ko so... Dobro, kaj je, feministke je treba spoštovati, danes pa jih bomo pa spoštovali, briga me. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile petkove vesti na vesti, z vami sem bila Katja Buda, z vami je bil tokrat tudi Henry, lepo se majte, pa podobne stvari. Tako, pa sem rekla.